Če si pristal na tem videu, je velika verjetnost, da prodajaš svoj know-how oziroma svoje znanje. Zdaj, bodi si prodajaš stvari v klasični obliki oziroma izvajaš delavnice, programe, storitve v klasični obliki ali pa v spletni obliki. Ne glede na to, torej v kakšni obliki jih izvajaš, je spletni svet tisto, kjer ti lahko omogoči, oziroma tista rešitev, ki ti lahko omogoči, torej, da svoje stvari, svoje programe in storitve lažje prodajaš, torej s pomočjo vseh spletnih kanalov, spletnih orodij in drugih rešitev. Zdaj, mimogrede, če se še ne poznava, sem Marija Maruša Jovanovič, Maruša na kratko. In tole je v bistvu ena taka predstavitev vodenega programa Prodaja je znanje, podajaj. Konkretno bom predstavila verzijo, pomladansko verzijo, torej to, kar bomo počeli pomladi 2026, torej štartamo 10. marca, končamo konec maja, potem pa imaš seveda še vso nadaljnjo podporo naprej, razložim vse. Skratka, če mogoče samo povzamem tiste ključne stvari, ki so specifika tega programa, je to, da pravzaprav je razdeljen v dva dela z vmesno pavzo. Dva dela ustrezata pravzaprav temu, kar tudi mi sicer počnemo v našem online biznisu oziroma v spletnem marketingu in pri spletni prodaji. In sicer to, da tisto, kar počnemo v drugem delu, kar se mi pravzaprav učimo v drugem delu oziroma kar pripravimo v drugem delu, je aktivna prodaja. Torej, aktivna prodaja pomeni, da mi redno, kontinuirano ponujamo naše programe in storitve s pomočjo spletnih orodij. Okay? Zdaj pa, da mi to lahko počnemo in da mi to lahko počnemo uspešno in lahkotno, rabimo imeti poštimane ene osnove. Zdaj, kaj so osnove? Osnove so, jaz sem to poimenovala faza pridobivanja strank preko spleta. Gre pa v bistvu za to, da vas popeljem, tako rečem, da vas popeljem skozi procese, kjer se učimo, bom rekla, metodologije pisanja oziroma sporočanja stvari, sporočanja naše vsebine. Da gremo čez to, da pravzaprav najdemo svoj glas, ki ga bomo uporabljali na socialnih omrežjih, na spletnih kanalih in tako naprej. Da se poglobimo v produkte, katere produkte lahko še razvijamo oziroma kako nas lahko produkti podprejo pri prodaji produktov in tako naprej. Zato je ta prvi del toliko pomembna osnova, ker v njej gremo čez stvari in pogledamo, česa morda, če že slučajno prodajaš zdaj svoje znanje oziroma svoje programe preko spleta, pogledamo, kje so še, bom rekla, odprte luknje oziroma kje so še tiste luknje, ki pravzaprav nam manjkajo oziroma ti morda manjkajo, zato da lahko potem rutinirano pravzaprav prodajaš in izvajaš tiste, bom rekla, prodajne aktivnosti, ki so torej ena stvar, ki jo potem pač ves čas počneš. Tako da, prvih 5 tednov se posvetimo temu, da pregledamo temelje, torej če že pač izvajaš in koristiš spletna orodja, gremo čez in pregledamo zadeve, če še ne izvajaš, potem pač seveda postavljaš temelje z nule. Potem si vzamemo 3 tedne pavze, v teh 3 tednih pavze so tudi prvomajske počitnice, tako da takrat si vzamemo čisti prostor in čas zase, ne. In v bistvu poanta teh 3 tednov je to, da v tem času lahko dokončaš stvari, ki si jih morda v prvem delu majčkeno odlagal na stran, ne. Skratka, razumem, da imate tudi, da imamo vsi ves čas tudi neke svoje aktivnosti in da vedno mogoče vsega ne moremo sproti narediti, pa mogoče kakšno stvar malo odlagamo, tako da za 3 tedne se ravno zaradi tega ustavimo vmes, da lahko naredimo, bom rekla, da lahko dokončamo zadeve, majčkeno premislimo, potem pa gremo v drugi del, kjer se pa posvetimo tem prodajnim aktivnostim, torej tej prodajni rutini, da vas popeljem čez en proces ene take prodajne kampanje in kako jo izkoristiti oziroma kako si olajšati zadeve. Ključni so 4 elementi, na katerih temeljim celoten program. In sicer prva stvar je, da zadeve delamo iz vsebinskega vidika. Torej, učim vas pisanja metodologije, učim vas pisanja izražanja iz sebe, ne. Skratka, da so stvari res usklajene z vami, da ne pišemo tega po nekih modelih, ki so jih, ne vem, jih je nekdo razvil, ampak da v bistvu uporabimo neko metodologijo toliko, da imamo osnovo, potem pa se skušamo stvari izraziti po svoje, ja. Tako da so res usklajene z nami, da res damo ven sporočila, ki jih želimo. Torej, to je vsebinski vidik. Ta vsebinski vidik nam pomaga tudi pri tem,
da nikoli ne ostanemo brez idej, o čem bomo pravzaprav pisali, pa kako promovirati vsebinsko, ne, da ni to zdaj una stvar, da se usedemo na socialna omrežja, pa začnemo študirati ali pa spraševati ChatGPT, o čem naj pišemo, ampak da dejansko stvari temeljijo na eni, bom rekla, smiselni podlagi. Drugi vidik, ki se ga lotimo, je organizacijski vidik. V spletnem svetu je veliko stvari, ki nas lahko odvedejo, odpeljejo, ker se nam lahko zgodi, da hitro rata vsega preveč, zato dajemo en res velik poudarek naši strukturi dela. Torej, ko izvajamo potem neke prodajne kampanje, da imamo en temelj, kako se tega lotiti, da nam ne bo to vzelo, ne vem, zdaj 20 ur na mesec, ne, 20 dni na mesec, ampak da nam bo to vzelo mogoče, ne vem, par ur na teden. Torej, struktura dela oziroma organizacija. Tretji vidik je tehnični vidik. Zdaj, pri tehničnem vidiku imam v mislih, torej na eni strani to, da si postavljamo, bom rekla, osnove, email marketing, spletne strani in tako naprej. Verjamem pa, da večina vas to na neki točki že ima in do neke točke že ima to izvedeno. Tako da tukaj pri tehničnem vidiku potem gledamo predvsem stvari, da se učimo uporabljati orodja, jaz temu rečem skozi oči uporabnika. V tem smislu, da vidimo, kako naj ta orodja uporabimo, prvič na eni strani zato, da bojo pač spletne stvari majčkeno drugače delujejo oziroma jih končni uporabnik vidi majčkeno drugače in se učimo predvsem tega vidika, da se znamo postaviti v te čevlje našega uporabnika. Po drugi strani pa se učimo, bom rekla, tudi stvari, kot so, ne vem, avtomatizacija, kje si še lahko olajšamo določene zadeve, kje lahko spletna orodja še izkoristimo za to, da nas podprejo pri nekih, bom rekla, procesih in tako naprej. Ja? Torej, tretji vidik tehnični. In pa četrti vidik, ki ga dodajam sicer v manjši meri, ampak vseeno se mi zdi zelo pomemben, je pa vidik, jaz sem mu rekla, nek mindset oziroma energijski. Namreč velikokrat vidim, pa tudi sama vem iz prakse svoje lastne izkušnje, da imamo mi lahko vse stvari poštimane, torej imamo urejene tehnične platforme, imamo strategijo na papirju spisano, točno vemo, kaj imamo za delati, imamo jasno strukturo dela in vse, pa stvari ne bojo tekle ali pa se jih celo ne bomo lotili, ker nas morda zaustavljajo neke določene zadeve. Bodisi imamo to, bomo rekla, so neke omejitve z vidika mindseta, mogoče so neke bolj, bom rekla, z vidika uravnovešenosti živčnega sistema in tako naprej. Skratka, dodajam skozi celoten proces, skozi katerega gremo, dodajam postopoma aktivnosti, male rutine, razne vaje in moje poglede z moje prakse, tisto, kar je meni pomagalo, da pravzaprav v takih momentih lahko napredujem in grem naprej. Okej, zdaj pa kako izvedba se odvija. Srečujemo se 2-krat na teden. Ob torkih od 9 do 11 imamo delovna srečanja, takrat vam predam nekaj vsebine, vam dam neke osnovne napotke, potem pa greste v akcijo. Skratka, na samih delovnih srečanjih dejansko delamo zadeve, tako da v bistvu je, bom rekla, dodana vrednost vodene različice je predvsem v tem, torej, da dejansko tisti, ki imate radi, da delate skupaj, ne, da radi delate, bom rekla, v nekem določenem času, je, bom rekla, to ta najboljša varianta. Potem se pa ob petkih od 9 do 10 imamo pa tako imenovane pogovorne ure oziroma dodam še torej to mindset oziroma to orodjarno. Torej, pogovorne ure so namenjene temu, da pridete vprašati, če vam kaj ni šlo, če kaj ni jasno, da date mogoče tudi v pregled, oziroma da kakšno stvar tudi pogledamo, bom rekla, da dam lahko feedback, da pridete, če pogledate, če so, ne vem, vprašati za kakšno dodatno usmeritev in tako naprej. Ko poštimamo ta del s pogovornimi urami, si pa vzamemo enih 10 minut običajno še za to mindset oziroma to energijsko orodjarno. Tako da petki načeloma niso obvezni, tudi teh petkovih srečanj, pogovornega dela ne snemam, posnamem samo tisto orodjarno. Niso obvezni, oziroma petki niso obvezni, so pa, bom rekla, priložnost za vas, zato da pridete pa vprašate, da skupaj pogledamo kakšne stvari, ki jih ste morda od torka do petka naredili, ne. Kar se torkov tiče, tudi torkova srečanja, torej delovna srečanja snemam, torej tiste dele, kjer predam vsebino, posnamem, tako da si jih lahko ogledate. Zdaj, kot sem že rekla, ne, poanta vodene verzije je ravno to, da v tistem času tudi sami delate,
zato da vam lahko takoj dam tudi feedback, da takoj lahko, če vidite, ne, da vam neka stvar ne špila, da ne deluje za vas ali pa da ni čisto usklajena z vami, da lahko pridete pa rečete, Maruša, meni pa tukaj nekaj ne štima, a imaš mogoče kakšno drugo rešitev ali pa usmeritev in tako naprej, ne. Ker namreč, moja filozofija tukaj je, da vam dajem neka ogrodja, pokažem vam neko pot, dam vam pač neko pot, neko usmeritev, kje sploh začeti, ker šele ko vi začnete delati, šele ko sam začneš delati, ko sam začneš dejansko na stvarih delati, začneš ugotavljati, kaj zate deluje, kaj je s tabo usklajeno in kaj ne, ne. Tako da dokler jaz pravim, da pride jasno z akcijo in jaz vam dam, bom rekla, neke začetne korake, neke začetne stvari, zato da lahko stvari naredite, oziroma tisti, ki jih že imate narejene, mogoče popilite, dodate zadeve in bom rekla, potem lahko vidite, kje ste, kam greste in kje vam morda še kaj manjka. Zdaj, naša pot se seveda po 3 mesecih ne zaključi, torej po teh 9 tednih dela, torej 5 tednov delamo, 3 tedne pavze in potem še 4 tedne delamo, torej skupaj v bistvu 12 tednov. Po teh 12 tednih se naša pot ne zaključi, zaključi se samo program. Vem, da bojo potem še stvari, ki se bojo, ker boste potem začeli rutinsko delati, bom rekla, to prodajo in vse te zadeve, mogoče bo kakšen imel še kaj za poštimati, če celo iz prvega dela. Zato sem vam na voljo še 9 mesecev po koncu programa, skratka skupaj 1 leto vsega skupaj, da kadarkoli imate kakšno zadevo za pogledati, ali pa da rabite, ne vem, kakšno tehnično usmeritev, ali pa da včasih rabite mogoče tudi kakšen drugačen vpogled na kakšno zadevo, ostanete v moji spletni skupnosti. In v spletni skupnosti sem na voljo v bistvu v pisni obliki ali pa enkrat mesečno celo imamo, torej 3. petek v mesecu, imamo potem tako imenovane pogovorne ure, kjer lahko pridete, pokažete, povprašate kakšne zadeve, ali se pa samo podružite z nami. Tako da, do 20. februarja, ja, do petka 20. februarja velja majčkeno bolj ugodna prijava za tiste, ki ste bolj odločeni, ki ste hitri, ki ste že pravzaprav odločeni, da bi šli čez ta proces, prihranite kar nekaj denarja. Torej, early bird varianta, oziroma ta zgodnja prijava do 20. februarja omogoča plačilo na 2 obroka, medtem ko redna prijava, ki jo lahko naredite potem do 6. marca, je pa v bistvu mogoče celo plačilo na 12 obrokov, tako da pravzaprav upam, da tudi s ceno pridem nekoliko nasprot, da so bolj manjši teli obroki. Če imaš še kakšno vprašanje ali karkoli, mi lahko pišeš na maruša@edogodek.si, torej maruša@edogodek.si. Odgovorim oziroma dodam morda še kakšno pojasnilo, drugače pa upam, da sem zajela tiste ključne zadeve, skozi katere gremo. Mimogrede, evo, eno najbolj ključnih zadev sem pozabila. Ne rabiš, če si trenutno v fazi, da nimaš neke svoje spletne strani, svojih ne vem česarkoli, je tokrat v tej verziji dodam tudi dostop do platforme, kar pomeni vse prodajne strani, ki jih bomo delali, vse tehnične zadeve, ki jih bomo delali, lahko delaš torej na tej platformi, oziroma karkoli drugega bomo potrebovali zraven, je na voljo brezplačno. Okej, v tej različici, ko gremo skozi ta program, delamo vse z brezplačnimi orodji oziroma s tem, kar vam dam na voljo jaz, tako da v bistvu lahko tudi odkrivate, ali so ta orodja za vas ali ne, da vidite v bistvu, da najdeš v bistvu pravzaprav tudi ustrezno tehnično rešitev zase. Tako, zdaj pa mislim, da sem res vse stvari zajela, če pa še kakšna stvar ostane, pa torej na maruša@edogodek.si.